No, ta panel je del ARRS-evega projekta, ki ga vodi dr. Katarina Keber z naslovom Epidemije in zdravstvo v interakciji. Torej, prisluhnili bomo zaenkrat še delnim rezultatom tega projekta, ki pa ne bodo spregovorili samo o zdravju in boleznih, ampak skozi te teme pravzaprav vsi trije naslavljajo ene veliko širše družbene probleme, od družbene neenakosti, socialne oskrbe in seveda, kot že rečeno, medicine, zdravstvenih sistemov in sploh odnos do zdravja, s čimer ste se že v prejšnjem panelu soočali, če se ne motim. S prispevkom bo začela znanstvena sodelavka oziroma višja znanstvena sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU, Katarina Keber. Izvoli. Hvala. Cepljenje je medicinska praksa, ki buri duhove že vse od začetka njenega uveljavljanja v zahodni medicini 18. stoletja. Zgodovina cepljenja je, z besedami Ricarda Jaccone, zgodovina, ki zadeva vse nas. Zgodovinar medicine Andrea Grignolio v knjigi Kdo se boji cepiv cepljenje opiše kot posebno vrsto preprečevalnega zdravljenja v preventivni medicini, ki nasprotuje temu, kar nam sicer pravi intuicija. Zato jo je bilo ljudem namreč še posebej težko razumeti tako v začetnem obdobju njenega uvajanja, kot tudi danes po skoraj 300-letnem obdobju prakticiranja te preventivne prakse v zahodni medicini. Pri cepljenju namreč vedno gre za vcepitev oslabljenega infekcijskega agensa zdravim osebam, da bi jih imunizirali proti morebitnim epidemijam v prihodnosti. Skratka, gre za intervencijo v naravni potek človekovega življenja. Zdaj danes bom poskušala čim bolj zgoščeno predstaviti zgodnjo obliko cepljenja, tako imenovano variolizacijo ali tudi inokulacijo, ki se je v evropsko medicino, najprej v Anglijo, iz Carigrada razširila v 20 letih 18. stoletja. Šlo je za umetno okuženje zdravega človeka z vnosom kužnine iz gnojnega mehurčka bolnika z blago obliko črnih koz. Temeljilo je na izkušnji, da se ljudje s kozami ne okužijo več, potem ko so jih že preboleli. S cepljenjem so umetno povzročili lažjo obliko bolezni. To medicinsko prakso so prakticirali le do konca 18. stoletja, saj jo je po zaslugi Edwarda Jennerja na prelomu v 19. stoletje nadomestila posodobljena, varnejša oblika cepljenja, vakcinacija. Ta je seveda, kot vsi vemo, temeljila na cepivu iz kravjih koz. Vakcinacija se nato postopoma uveljavlja vso 19. stoletje in v 20. stoletju postane najučinkovitejši ukrep proti nekaterim nalezljivim boleznim. Probleme začetnega obdobja vakcinacije pa bo v nadaljevanju, v naslednjem prispevku predstavil Jaroš Krivec. Skratka, zdaj bom govorila o zgodnjem obdobju cepljenja v 18. stoletju. Cepljenje kot tako se je uveljavilo seveda zaradi nalezljive bolezni črnih koz, zato se zgodovina pojavljanja črnih koz prekriva tudi zgodovino cepljenja. Variolizacija v 18. stoletju pa predstavlja prvi korak k uveljavljanju cepljenja kot takega v zahodni medicini. Variolizacija je sicer obstajala že prej, nekatera ljudstva so to kot nek del neke ljudske medicine prakticirala že seveda pred 18. stoletjem. Tako da, skratka, tule bom govorila samo v uveljavljanju v zahodni medicini. K temu, da je bila vakcinacija v 19. stoletju lahko uspešna, je torej pomembno prispevalo prakticiranje variolizacije že stoletje prej.
Čeprav je bila ta v zgodovini znanosti pogosto obravnavana kot le neka predstopnja vakcinacija, pa v zadnjem času spet prihaja v fokus raziskovalnega zanimanja. Kontekst prvih cepljenj je vezan izključno na nalezljivo bolezen črnih koz, ki jo povzroča virus variola. Za okužbo so zaradi načina prenosa dovzetni vsi ljudje, ne glede na socialni položaj, spol ali starost. Visok dejavnik tveganja so vseskozi bili gosto poseljeni deli mest, prenaseljena stanovanja, tudi razmere v vojski. Zdravila seveda ni bilo in črne koze so doslej edina človeška nalezljiva bolezen, ki jo je bilo mogoče zaradi dejstva, da nima živalskega prenašalca, s cepljenjem popolnoma izkoreniniti, kar se je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zgodilo leta 1980. Zgodovinarji medicine so si doslej bili enotni v oceni, da je bilo cepljenje proti črnim kozam največji javnozdravstveni uspeh doslej. Nekaj časa bo še moralo preteči, da bomo videli, če ga je mogoče cepljenje proti covidu celo preseglo na neki globalni ravni. V Evropi so črne koze v 17. in predvsem v 18. stoletju bile najhujša bolezen, ki je z tega mesta izrinila bubonsko kugo. Angleški politik in zgodovinar Thomas Macaulay je ugotavljal, da so bile črne koze v primerjavi s kugo, ki se je sicer pojavljala v redkih ali silovitih epidemijah, vse prisotne. Ljudje so nenehno umirali, prav tako je bil nenehno prisoten strah pred okužbo vseh tistih, ki bolezni še niso preboleli. Ugotavlja, da se niso bali le smrtnega izida bolezni, ampak tudi preživetja z iznakaženostjo zaradi brazgotin na obrazu. Ljudje, ki so bolezen preboleli, so pridobili doživljenjsko imunost. V urbanih okoljih Evrope je bila večina populacije črnim kozam izpostavljena že v otroštvu, zato so odrasli redkeje obolevali. Dovzetni zanjo so bili predvsem otroci, imunološko naivni priseljenci s podeželja in tisti odrasli, ki se z boleznijo v otroštvu še niso srečali. V tem kontekstu so bile črne koze predvsem endemična otroška bolezen, v večje epidemije med splošno populacijo pa so prerasle približno enkrat na generacijo. Prevladuje ocene, da je bila bolezen v Evropi v 18. stoletju vzrok za 1/10 vseh smrti in 1/3 vseh umrlih otrok do 10. leta starosti. To praktično ugotavljajo vsi raziskovalci iz večjih historiografij. Kar polovica odraslih v populaciji je bila zaradi prebolelih črnih koz iznakažena zaradi brazgotin, ki so ostale na koži. Koze so bile tudi vodilni vzrok za slepoto. V Evropi 18. stoletja naj bi za črnimi kozami letno umrlo 500 000 ljudi. Bolezen je bila seveda vse prisotna tudi v širšem slovenskem prostoru, vendar pa je raziskav relativno malo. Za Ljubljano raziskave Marjane Kos kaže, da je mesto v drugi polovici stoletja močneje prizadelo 8 epidemij, ki so trajale vse po več mesecev. Podobno kot tuje raziskave tudi ona ugotavlja, da so med žrtvami črnih koz prevladovali otroci do 10. leta starosti. Koze imamo seveda dokumentirane tudi za Idrijo, vsaj za epidemiji konec 18. stoletja, torej za 1793 in 1801. V Evropi se je variolizacija razširila v 20. letih 18. stoletja, predvsem po zaslugi Mary Wortley Montagu, žene angleškega ambasadorja v Carigradu, ki je z variolizacijo zaščitila svoje otroke. Po povratku v London 1721. To prakso so v Angliji najprej preizkusili na zapornikih in sirotah, že naslednje leto 1722 pa so na kraljevem dvoru cepili otroke, in sicer hčerki prestolonaslednika oziroma poznejšega kralja Jurija II. Kljub temu se variolizacija sprva ni pogosto prakticirala in se je močneje uveljavila v drugi polovici 18. stoletja. Variolizacija kot taka je bila pravzaprav tvegan medicinski postopek,
zaradi katerega je umrlo 1 do 2% cepljenih. Čeprav je lahko v človeku vzpostavila imunost proti črnim kozam, je bilo treba slediti zapleteni proceduri izbire darovalca kožnine. Primerni so bili le tisti, ki so prebolevali milo obliko bolezni. Tudi kandidati za cepljenje so bili podvrženi skrbni pripravi, pred cepljenjem so jim predpisali počitek, primerno hrano in fizične vaje s ciljem povečati odpornost. Velik del na ta način cepljenih je zbolel za sicer neprijetno, a milo obliko bolezni, ki jim je pustila doživljenjsko imunost in ki jih večinoma ni iznakazila. Ves postopek pa je bil drag in za večino ljudi nedostopen, saj je sprva lahko trajal kar 3 mesece, ki so vključevali priprave na cepljenje, čas bolezni in čas okrevanja. Vendar pa variolizacija ni bila nevarna le za cepljenega, ampak tudi za celotno skupnost, saj je lahko cepljenje sprožilo izbruh bolezni. Cepljenje je bil namreč kužen, vse dokler niso izzveneli vsi simptomi, oziroma dokler mu ni odpadla zadnja krasta. Variolizacija pa se je iz Anglije od 20. let 18. stoletja širila v druge evropske države. Predvsem v 60. letih je bila ta metoda že razširjena po evropskih dvorih. Vendar pa na Dunaju in v habsburških dednih deželah pred letom 1768 ni bilo javnih cepljenj. Pozen začetek variolizacije v habsburški monarhiji je bil povezan z zadržanostjo do cepljenja nekaterih vplivnih avstrijskih zdravnikov, kot sta bila siceršnji reformator avstrijskega zdravstva Gerard van Swieten in predvsem velik nasprotnik cepljenja Anton de Haen, glavni zdravnik Dunajske klinike in profesor medicine, ki je o svojem nasprotovanju cepljenju napisal kar 2 obsežni knjigi. Na uvajanje cepljenja v monarhiji je vplivala tudi izkušnja Marije Terezije s to boleznjo. Njeno družino so namreč črne koze močno prizadele, umrli so ji 3 otroci in 2 snahi. Težjo obliko bolezni pa je leta 1767 prebolela tudi sama, pri čemer je za črnimi kozami ostal brazgotinast obraz. Vladarica je 1. oktobra 1768 variolizacijo uradno upeljala. Nalogo širjanja te prakse po habsburških deželah in poučevanje zdravnikov o cepilnem postopku je zaupala zdravniku Janu Ingenhausu, ki je na Dunajski dvor prišel iz Anglije in je najprej cepil člane cesarske družine. Ingenhaus je leta 1769 odpotoval v Firence, kjer je cepil toskanskega velikega vojvodo Leopolda, kasnejšega cesarja Leopolda II. In ko se je vračal iz Firenc, se je na vladaričino željo ustavil v Trstu, Gorici, Ljubljani, Celovcu in Gradcu, kjer naj bi cepljenje predstavil tamkajšnjim zdravnikom in kirurgom ter tudi sam cepil otroke. Da se je to res zgodilo, imamo tudi dokumentirano v takratnem časopisju. Tudi v slovenskem okolju so imeli dostop do zgodnjega cepljenja večinoma pripadniki družbene elite in le izjemoma preprosto prebivalstvo. To je razvidno tako iz redkih znanih dokumentiranih primerov cepljenja plemiških in drugih otrok iz premožnejših slojev, kot tudi iz omemb cepljenja v časopisih. Tu naj še pripomnim, da je takratno kranjsko časopisje, recimo Laibacher Zeitung, v 80. in 90. letih 18. stoletja objavljal kratke novice o tem iz celotne Evrope, iz dvorov, kdo in kdaj je bil cepljen. Od francoskih prestolonaslednikov do Neapeljskega kraljestva in tako dalje. Tako da to je bilo nenehno nekako prihajalo v zavest ljudi. Čeprav pri nas dejanski obseg prakticiranja variolizacije seveda še ni znan, posamezni podatki kažejo, da so jo nekateri zdravniki poznali in izvajali. Med njimi so najbolj natančno dokumentirana cepljenja goriškega zdravnika in deželnega protomedika Antona Muznika, potem ljubljanskega zdravnika in kirurga Vincenca Kerna in idrijskega ranocelnika in porodničarja Antona Makovica. Zdaj govorim predvsem za Kranjsko.
Anton Muznik se je leta 1769 v Gorici srečal s cesarskim zdravnikom Janom Ingenhausom, da je tudi sam cepil otroke, razvidno iz njegove knjige Klima Goriciense, kjer je natančno opisal potek varolizacij, ko je 17. septembra 1775 v Šempasu varioliziral 3 otroke, citiram, plemiča in razumnega moža Vincencija Štrasolda, ki je soglasjem plemenite soproge Amalije iz rodbine grofov Valvazon sklenil po skrbni presoji prvi v tem mestu z umetnim odcepljanjem koz obvarovati svoje otroke pred to nalezljivo boleznijo. Konec citata. Za cepljenje otrok starih 4, 5 in 6 let se je grof Štrasolda odločil tudi zato, ker je zaradi koz izgubil več bratov. Bolezen je prizadela tudi njegovo mamo. Naslednje leto, 28. avgusta 1776, je Muznik cepil še 4 otroke grofa Jožefa Koroninja, stare 2, 4, 5 in 9 let. Iz opisov Muznikovega zdravljenja Štrasoldovih otrok je razvidno, da so tako oni kot tudi Koroninjevi otroci po cepljenju zboleli za lažjo obliko koz in po približno 2 do 3 tednih ozdraveli. Zdravnik Muznik je vse otroke med boleznijo zdravil in dnevno pregledoval. V časopisu Gazeta Goricijana so oktobra 1775 poročali o prvem cepljenju, pri čemer že naslov članka Fatti remarkabili nakazuje na takratno izjemnost dogodka. Z varolizacijo pa se je ukvarjal tudi ljubljanski zdravnik in kirurg Vincent Kern, ki sicer velja za začetnika vakcinacije na Kranjskem. Iz njegove knjižice Erinnerungen über die Einführung der Blattern-Einimpfung im Herzogtum Krain, ki je šla leta 1798 in jo je leta 1799 v slovenščino prevedel Valentin Vodnik kot nauk od koze stavljenja, je jasno, da se je pred vakcinacijo ukvarjal tudi z variolizacijo. V knjižici, ki je bila namenjena preprostim ljudem, odgovarja na vprašanje, zakaj se je dobro cepiti in kako to človeku pomaga. Kern močno zagovarja metodo stavljenja koz in na jasen, preprost način v 7 točkah piše koristnost in učinkovitost postopka. Že moto knjižice na njenem začetku, citiram, med 2 hudima se manjši zbere, kaže na njegovo prepričanje o koristnosti variolizacije v primerjavi z naravnim prebolevanjem koz. Za postopek pravi, da je preizkušen in razširjen po vsej Evropi, da pa ga Kranjci slabo poznajo, tako po pomenu kot po imenu. Iz zapisa izvemo, da je Kern leta 1798 v Ljubljani varioliziral 60 otrok iz premožnih in drugih družin, ki so cepljenje dobro prenesli in so zdravi. Na Kernovo cepljenje se verjetno nanaša tudi zapis v časopisu Ljubljanske novice, ki cepljenje otrok v Ljubljani datira v prvi teden maja 1798. V zapisu je izpostavljeno, da so tudi nekateri kmetje dali svoje otroke cepiti. O Kernovem cepljenju z naravnimi kozami leta 1798 piše tudi Laibacher Wochenblatt in ugotavlja, da je bilo po uspešnem začetku cepljenja kasneje cepljenih otrok zelo malo. Kern je bil prepričan, da staršem cepljenje otrok narekuje njihova vest, saj vsako leto zaradi koz umre več tisoč otrok. Prav tako zapiše, da se starši, ki ne dovolijo cepiti svojih otrok, pregrešijo zoper vero. Duhovnike in zdravnike, ki jim je mar za srečo ljudi, poziva, naj cepljenje širijo povsod in se nasploh zavzema za preventivno variolizacijo prebivalstva na Kranjskem. V drugem delu knjižice postopek variolizacije opiše kot enostavnega, saj ga lahko vsak prakticira, kot že stoletja delajo mame svojim otrokom drugod po svetu. Priporoča uporabo ostre britvice ali krznarske šivanke. Zdaj sam opis postopka, ta Kernov opis postopka je v bistvu doslej edini znani, ki je napisan v slovenščini. Zdaj, tretji kranjski variolizator je bil ranocelnik in porodničar Anton Makovic, ki je bil med letoma 1798 in 1802 v Idriji zaposlen kot rudniški kirurg in porodničar.
Zanimivo je, da je med idrijsko epidemijo leta 1801 Makovic otroke še vedno varioliziral in uporabljal v tistem trenutku že zastarelo metodo cepljenja, sploh če vemo, da je zdravnik Blaž Hafner v Idriji sočasno že izvajal novejši, varnejši način cepljenja, vakcinacijo. Jožef Pfeiffer na podlagi Hafnerjevega in Makovčevega poročila o epidemiji KOS v Idriji 1801 ugotavlja, da so takrat v Idriji istočasno prakticirali oba načina cepljenja in da je bila variolizacija kmalu zatem kot nevarnejša in že zastarela metoda upoščena, saj se po letu 1801 ne omenja več. Variolizacija, ki so jo izvajali zdravniki in zdravili obolele cepljenje, je bila torej tudi v slovenskem prostoru dostopna večinoma premožnejšim slojem. Zastavlja se vprašanje, ali so ljudje prakticirali tudi samo variolizacijo brez zdravniške pomoči v smislu Kernovega zapisa, v katerem ljudem svetuje, da lahko ta preprost postopek izvede vsak. To metodo cepljenja, ki naj bi bila razširjena tudi na Balkanu, omenja Balthasar Ake v svojem potopisu Abbildung und Beschreibung der Südwest- und ostlichen Wenden, Illyrer und Slaven iz leta 1801. Na variolizacijo je Ake naletel med Albanci, ki so cepili 4-letne in 5-letne otroke. Sam je tudi na Madžarskem in Hrvaškem videl doječe matere, ki svoje dojenčke variolizirajo na preprost način. Z nohtom mu naredijo na čelo ranico in na njo nanesejo svež bris kozavega otroka. Albanci so otroke cepili, medtem ko so Grki, živeči v soseščini, ki so opazovali dobre rezultate inokulacije, svojih otrok niso pustili cepiti, saj so prenos bolezni na zdravega otroka videli kot grešno dejanje. Akejeva siceršnja razsvetljenska drža se odraža v njegovem komentarju, da lahko takšno mnenje odpustimo nevednim, ne pa tudi zdravnikom. Naj zaključim. Čeprav redki viri kažejo, da so zdravniki variolizacijo v 18. stoletju prakticirali tudi v slovenskem prostoru, pa se zdi, da se cepljenje ni močneje razširilo in da vsaj na Kranjskem, kot pravi Vincent Kern, večina prebivalstva cepljenja ni poznala niti po imenu. Kljub temu se zastavlja vprašanje o razširjenosti tega postopka med kmečkim prebivalstvom, te mogoče celo o soobstoju zdravniške variolizacije, kot so izvajali Anton Muznik, Anton Makovic in Vincent Kern, in samo variolizacije, kot jo propagira Vincent Kern in opiše Balthasar Ake. Vsekakor je variolizacija, čeprav le redko prakticirana metoda zgodnjega cepljenja, tlakovala pot uveljavitvi Jennerjeve vakcinacije tudi v slovenskem prostoru. Tudi tu so zdravniki variolizatorji hitro spoznali prednosti enostavnejše in predvsem varnejše vakcinacije. Variolizacijo pa konec 18. stoletja opustili. Hvala.